Prvi sogovornik Mathieu Dupuis se že 20 let strokovno ukvarja z rekami na jugovzhodu Francije. Danes rečni sindikalist se spominja zadnjih velikih poplav leta 2018, ko je v eni noči umrlo 15 ljudi. and we have 1 year of rainfall in the night between 11 o'clock p.m. and 6 o'clock a.m. the next morning. Ob izjemnem vremenskem pojavu je samo v nekaj urah padlo toliko dežja kot običajno v celem letu. Odnašalo je mostove, hiše, avtomobile. Ob tem so spoznali, da je najboljša rešitev, da obnovijo rečni ekosistem. We get off the very dangerous house, we destroy them, and in the other part we have a big program to buy the land. Porušili so nevarne zgradbe ter kupili zemljo v bližini rek, da bi jim dali prostor. Spoznali smo, da to zmanjša poplavno nevarnost, saj se reka lahko razliva na večjem območju, tok pa je počasnejši. You understand? Because the water make a longer time to arrive. Izkazalo se je, da je to veliko bolj racionalno tudi z finančnega vidika. It's really cheaper, but really cheaper. Odstranili so betonske brežine in rekam vrnili prostor. Do zdaj so odkupili več kot 200 hektarjev zemlje, kar pa ni niti polovica tega, kar imajo v načrtu. And we're gonna continue because we have no other solution. And we have a lot of other benefits that just the flood. Spoznali so, da preprosto ni druge rešitve. Posledica obnove rečnih ekosistemov pa ni samo večja poplavna varnost. Izjemno se je povečala tudi biodiverziteta. Yeah, it's incredible. It's very beautiful to see the biodiversity come back and discover new plant, new insect, new animal without doing nothing. Vrnile so se tudi vrste, ki jih že dolgo ni bilo več tam, tudi ogromni insekti. It can reach 15 till 20 centimeters. Very big one. 20-centimetrski predatorski insekti, sogovorniku, ki se zaveda pomena biodiverzitete, se to zdi čarobno. It's like a magic. Vse skrajnejše podnebne razmere in posledično vse hujše poplave jim ne puščajo izbire. In the south we have no choice because it's extreme climate and condition and the flood are extreme. Zdaj pa gremo na dno nekdanjega gramoznega jezera. Tukaj na tem območju so izkopavali gramoz in so ustvarili eno ogromno gramozno jamo, ki je pač bilo potem tudi jezero in je že predstavljalo tudi potencialno nevarnost za naselja dolvodno, ker če bi prišlo do poplavnega vala, bi se ta voda iz gramozne jame seveda razlila in pač lahko tudi poplavila območja. Sedaj so pa to jamo v bistvu podrli, dali prostor reke in vidimo res čudovito krajino. Prodišča, vrbovje se zarašča, ki tudi zadržuje vodo v tem delu. Opazili so, da se je številčnost pa diverziteta rib povečala. Najbolj pomembno pa je to, ker oni so v bistvu ta poseg izvedli na 1 kilometru. Pozitivni učinek se pa kaže še tudi dolvodno in gorvodno. Se pravi, so z 1 kilometra izboljšali stanje dejansko na 4 kilometrih reke. Voda se tukaj lahko razlije in ne ogroža dolvodnih naselij. V renaturirano gramozno jamo, približno 10 km severovzhodno od Lyona, nas je popeljala doktorica biologije, ki se je v začetku meseca prav tako udeležila strokovne ekskurzije v okviru projekta Life to Rivers. Sem Nataša Mor iz Nacionalnega inštituta za biologijo, z oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov. Ta oddelek se ukvarja tudi z raziskavami rečnih sistemov, predvsem njihove vertikalne povezljivosti s podzemno vodo. Če ti v bistvu reko reguliraš, se pravi, jo spraviš v en kanal, betoniran, zgubiš raznolikost rečne krajine, se pravi otočke, prodišča, brzice, tolmunčke. Ta rečna raznolikost pa omogoča potem, da se voda zadržuje na tem območju, temperature se s tem na ta način, voda se ne segreva toliko
biodiverziteta je večja, hkrati se pa ohranja tudi odpornost takih sistemov. Se pravi, če pride do poplave v reguliranem kanalu ali pa v nekem naravnem delu struge, se imajo živali možnost skriti in takoj po poplavi spet se lahko vrnejo nazaj, medtem ko pri reguliranem kanalu se pač vse samo odplakne. Tako da odpornost naravne reke je precej večja kot regulirane. Nekaj kilometrov stran od nekdanje gramoznice smo se zuli čevlje in zabredli v reko. Živo blato! Vior je 38 km dolga reka, ki izvira v predalpskem svetu in se južno od Lyona zliva v Rono. Po velikih poplavah v letih 1968 in 1971, ko je voda odnašala tudi mostove, so se odločili za agresivne gradbene posege. Včasih zelo raznolika in dinamična reka je z gradbenimi posegi postala v kanale ujeta mrtva reka. Tok je postajal vse hitrejši, mokrišča, ki so obdajale reko, pa so se izsušile. Cédric Cadet, chef de projet gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Vodja projektov za upravljanje vodnega okolja in preprečevanje poplav nas je popeljal v reko, ki je še pred leti bila ujeta v zabetoniran kanal, leta 2023 pa so se lotili obnove njenega ekosistema. Po zgledu bobra. La disparition du castor, qui sans doute avait un rôle pour stabiliser. Ugotovili so, da je imel bober, ki so ga iztrebili, pomembno vlogo pri stabilizaciji rečnega dna in regulaciji reke. V preteklosti so sistematično odstranjevali les iz rek. Zdaj vedo, kako pomembno vlogo imajo drevesa in les v rečnem ekosistemu. Iz lesa so začeli graditi podobne strukture, kot jih dela bober. S tem so dvignili gladino vode in upočasnili tok reke. Bobri so milijone let oblikovali reke, potem pa so ga iztrebili, predvsem zaradi krzna, pa tudi mesa. Upajo, da se bo obnovljen ekosistem vrnil tudi bober. Zdaj pa bomo spoznali podiplomskega študenta iz Montpellierja, ki trenutno upravlja prakso na Nacionalnem inštitutu za biologijo v Sloveniji. So I'm Lucas de Maïs, so I'm a student in water science and engineering in France. Tudi on je prvič videl, kako poteka obnova reke, ki temelji na posnemanju bobra. Now, beavers have been shaping and interacting with the rivers for like 1,000 or million years before. Bobri vplivajo na reke in jih oblikujejo že tisočletja in milijone let. V preteklih stoletjih smo jih iztrebili zaradi hrane, mesa in ker ljudem ni bilo všeč, da gradijo stvari na reki. Pobijali smo jih, zdaj smo spremenili perspektivo. Ohraniti želimo reke, pri tem pa se zgledujemo po bobru. And for this we can just get inspiration from the beaver. V Franciji imajo organizacijo, ki pravijo Rečni sindikat. Syndicat de rivière, River Syndicate. Ta skrbi za obnovo rek, ki so nedolgo nazaj bile mrtve. V okolici Lyona smo si ogledali reke, v katerih je bilo nekoč polno odpadkov, plastike, azbesta, danes pa so polne življenja. Reke, iz katerih so odstranili jezove, hiše v bližini vodotokov, kjer so lokalni prebivalci spoznali, da so obnovljene reke varnejše od betonskih brežin. Yes, so I'm Benoît Terrier. I'm an expert in hydromorphology and river restoration. Strokovnjak za hidromorfologijo in obnovo rek je odgovoren za izvajanje direktive o vodah na področju Rone. Nudi strokovno znanje pri številnih lokalnih projektih obnove rek. Pravi, da je pri obnovi vedno tudi veliko nasprotovanja, tako strani lobijev kot posameznikov. Toda prednosti so prepričljive, tako zaradi poplavne varnosti kot udobja. Ljudje radi živijo v naravnem okolju, raje kot v betonskem kanalu. Toda ugotovili so, da sprememba miselnosti zahteva svoj čas, včasih tudi 10-15 let. In many cases we have enough projects now to demonstrate the benefits and to convince people, at least in France and in Slovenia, well, I mean,
It's also still happening in some parts of France. You see, we are also trying to convince. Številni primeri kažejo, kakšne so koristi in lažje prepričamo ljudi, tako v Franciji kot v Sloveniji. Tudi v Franciji imamo ponekod še vedno težave, toda ko si ljudje in odločevalci, tudi če ne verjamejo v naravne rešitve, ogledajo obnovljena območja, jih ni težko prepričati. Lažje je prepričati tudi podjetja, ki se ukvarjajo z urejanjem vodotokov. Namesto betoniranja zdaj odstranjujejo betonske brežine in tudi to prinaša dobiček. Toda v prvi vrsti gre za naravo, ljudi in njihovo varnost. Tudi v Sloveniji že imamo nekaj primerov obnove rečnih ekosistemov. V Sloveniji del teh aktivnosti, ki smo jih videli v Franciji, delamo pa sicer v precej manjšem obsegu, pa smo precej bolj na začetku za to zgodbo. V Franciji očitno je upravljanje rek se v zadnjih desetletjih spremenilo na način, da praktično ni možno več nobenega ukrepa, niti protipoplavnega, niti vzdrževalnih delov, česar podobnega narediti, brez da bi ta dela bila narejena na način, da hkrati predstavlja izboljšanje stanja nekega vodotoka, neke reke. Pri nas je pač treba priznati, da smo s tem še bolj na začetku in da se renaturacije rek bolj kot ne nanašajo na neke naravovarstvene projekte, katerih nosilci so v veliki meri naravovarstvene organizacije znotraj nekih zavarovanih območij. Potem, ko se redno upravljanje rek še ni prilagodilo nekim novim smernicam, ki jih terja konec koncev tudi Evropska unija. Čeprav na Muri ste imeli projekte, ne? Mura je zagotovo izjema. Mura je pravzaprav reka, na kateri smo v zadnjih letih izvedli največje revitalizacijske projekte na katerikoli reki, do sedaj, pač kadarkoli v Sloveniji. Serija projektov, tudi sedaj poteka velik live projekt, Life Restore for MDD, v katerem revitaliziramo Muro, ampak je, kot rečeno, to izjema. Jaz sem Polona Pengal, sem direktorica zavoda oziroma inštituta Revivo. Delam na področju biologije, ekologije celinskih voda. Torej ukvarjamo se z na naravi temelječimi rešitvami, obnovo rek, predvsem procesov rečnih, zagotavljanje prostora rekam in pa seveda obnovo habitatov, deloma tudi repopulacije, kjer je že to uničeno naravno okolje, da je to treba narediti. Oni so tam okoli leta 2014 so sprejeli zakon, v katerem ne smeš posegati v reko, če sočasno ne izboljšaš njene kakovosti, neke ekološke funkcije in vrednosti. In to jim je odprlo možnost za obnove, za različne posege, ki so sočasno sicer tudi zagotavljali poplavno varnost, ampak predvsem so se pa osredotočali in sporedni glavni cilj je bil pa to, da se izboljša ekološko stanje in dosegajo neverjetne rezultate. Kje smo pa v Sloveniji, kar se tega tiče, po poplavah? Ja, nič kaj dosti se ni spremenilo. Malo se je začelo razmišljati o teh odkupih, torej da tam, kjer vemo, da so poplavna območja in so se ljudje naselili preprosto preblizu rek, da tam odkupujemo recimo stavbe, zemljišča, ampak je to res tako v povojih, da naredimo to samo tam, kjer je res čisto jasno, da je nemogoče živeti, medtem ko imamo pa ogromno nekih poplavnih območij, ki so poplavljene malo bolj redko, tam pa še vedno mislimo, da lahko ljudi zaščitimo, čeprav načeloma vse študije kažejo, da ne. Mi jih lahko do določene mere zaščitimo, popolnoma pa ne. Če so na območju poplav, jih pač ne moramo. In tukaj so pa že toliko naprej, da razmišljajo tudi o tem. Predvsem mi je zanimivo, da se mi zdi, da je kultura ali pa zavedanje na nekem višjem nivoju v smislu, da so sprejeli dejstvo, da na poplavnih območjih ne morejo biti zavarovani. V delu Francije so to tudi že ljudje sprejeli, v delu Francije ljudje pač še niso tam, ampak država spodbuja obnovo rek, ker se država zaveda, da je to ceneje in bolj učinkovito. In meni je v resnici ta sociološki pa psihološki element najbolj presenetljiv, ker se mi zdi, da bolj kot to poskušamo v Sloveniji razložiti, bolj na gluha ušesa naletimo in na nek način ljudje tega niti nočijo slišati, kaj šele, da bi sprejela. In se mi zdi, da
je tle tisti, kjer moramo največji korak naprej narediti. Načeloma znamo narediti te stvari, čisto inženirsko, biološko, poznamo pristope, to ne bi bil problem, ampak trenutno je še v glavah največ teh ovir, zakaj tega ne bi mogli narediti. V Franciji torej ne smejo posegati v reke, če hkrati ne izboljšajo njihove kakovosti in ekološkega stanja. Kako tudi francoske izkušnje prenesti v Slovenijo, kjer na tem področju še vedno močno zaostajamo, in kako poteka poplavna sanacija ob dejstvu, da smo desetletja uveljavljali povsem drugačne pristope, pa v naslednji oddaji.